Živja v novem vlogu. Rok ima spet inštrukcije, jaz pa itak ne morem nič pisati, če on tam na glas razlaga. Tako da nimam druge, kakor da ali ga poslušam, ali grem pa ven. Tako da sva se odločili Štafika, da greva spet malo same na potep. Tukaj je ful veliko poti. Tale je sicer kolovoz, ampak v bistvu je cel preplet asfaltiranih poti. Ne vem, mislim, da je vojska to naredila. Tako da imava veliko prostora za sprehajanje. Tako da ja, bova zdaj kakšno uro verjetno zunaj, dokler on ne konča inštrukcijo. Se odpravljamo naprej, v bistvu zato, ker so dobila sporočilo, da je prišla od Šnof hrana, ki jo naročiva vsake par mesecev. Ponavadi jo sicer dobiva v parih dneh, tokrat so si pa Grki vzeli malo več časa, 10 dni. Tako da ja. Pa še v bistvu niso dobila sporočila, da je prišla, ampak samo noter nobenega maila, niti nič, sam tam v trackingu piše, da niso mogli dostaviti. In pol sem jaz včeraj klical na to kurirsko službo in sem vprašal, če govorijo angleško, in mi je on tip odgovoril sam no English, thank you, goodbye, pa mi je dol vrgel. Tako da pol sem klicaril še naokrog, da sem končno najdel enega, ki govori angleško, da je povedal, da že čaka na tam paket. Tako da ne vem, zakaj so napisali, da niso mogli dostaviti. Ampak ja, zdaj greva pogledat, upava, da je res tam paket. Ja, pa je. Pol gremo pa naprej. Proti jugovzhodu tega otoka sva najdla eno lepo mesto. Upava, da bo cesta okej. Ja, še en tak prostorček na tem delu otoka, pa verjetno že počasno nazaj proti severu, ne? Ja, bomo videli. Midva sva hotela priti do enega lepega prostora in to je zdaj 5 km stran in zgleda cesto delajo. In na začetku je v redu zgledal, še kar v redu makedam, pa sva šla dol, pa se je spremenilo tole. Tle se zdaj mogoče ne vidi glih dober, ampak to je res taka glina že skoraj, zelo tako ilovnato in res drsi. In že ko sva šla dol, je tlele, sem že čutil, da ni nobenega oprijema in sva se odločila, da vseeno boljše da obrneva. Ampak na tem ovinku ni bilo druge, kot da greva naprej. In pol, ko sva šla nazaj, sva cvikala, bova sploh prišla ven ali ne. Pa sva ne, sicer tole recimo je najina kolesnica, tukle globoka, tako da se je kar udiral. Malo smo kopali, 3 ure obratov je bilo na koncu, ampak sva pa lepo prišla ven na koncu.
Vse konc dober, vse dobro. Kemper je cel, midva tudi, ven smo prišli, tako da reševati nas niso rabili. So pa res tle se vide vse res sranje. Ampak, ko so bila tam na začetku gor v redu, makadam zgleda, ko so bila enkrat tle, pa ni bilo drugega, kada peleva ene 100 metrov naprej, kjer so lahko obrnila, kjer ni bilo več tako slabo. Pa so pa tole nazaj grede iz vozila. Zdaj mora pa drug plac najti. No, tole danes je bilo res pravo popotovanje, zato ker prvo sva tam skoraj obtičala, kar je Rok prej razlagal. Potem sva na satelitskih slikah ugotovila, da lahko greva do ene naslednje plaže, do katere naj bi bil več ali manj asfalt. In do tja naj bi bilo 12 km, tako da sem mislila, ok, bova hitro tam. No, na koncu sva teh 12 km več kot 1 uro vozila. Zato ker je pač asfalt bil totalno luknast, pa tokrat že flikan, da ni bil niti malo več raven, čeprav je to pač glavna cesta. Flikan je bil po mojem vsem bolj mal, ja. Ja, Pa so same lukne. Ena je bila najboljša lukna, ki je bila vsaj kakšen meter od roba ceste in namesto da bi jo zaflikali, so oni dali noter tako 2 metra pa pol visok kovinski drog, nič osvetljen ali pa s kakšnim odsevnikom označen, nič pač, če se zabiješ not. Sam tam je bil opozarjal na nevarnost. Zdaj kaj pa večja nevarnost, drog ali una lukna, pa ne vem. Ja, no, v glavnem, s tem, da so šleparji nasproti vozili, tako da smo se mogli ves čas čakati. V glavnem, na koncu, ko smo prišli do konca tega asfalta, sva prišla na makadam in furala en kilometer po res slabo makadamu, spet polnih lukenj in luž. In na koncu prišla skoraj do plaže, ko je pač 10 metrov prej rato tako slab makadam, da nisva več mogla naprej. In potem sem jaz ugotovila, da je Rok dal noter napačne koordinate in sva prišla na drugo stran plaže, kamor sva se prej izmenila. Tako da sva potem ta kilometer po makadamu spet šla v temi nazaj in zdaj sva tukaj pri eni taverni. Kaj okrog ne veva, nimava pojma, ne zgleda glih lepo. Eno reko se edin sliš, bomo videli. V glavnem. Bo jutre presenečenje zjutraj, a ne? Ja. Bi bilo pa tam ful lepo, če bi une zadnje 10 metrov prišla dol, bi bilo ful lepo, samo je bilo res strmo pa velike skale in dol bi prišla gor, pa gor bi rabila pa pomoč. V glavnem, nisva prišla. Ja. Pa nisva bila zmenjena. Tam Ne. Ja. V glavnem, bomo videli jutri, kje sploh smo v bistvu. Ja. Se je ta plaža danes kar lepo izkazala, moramo priznati. Ampak smo se vseeno odločili, da gremo danes naprej, oziroma nazaj, proti jugu otoka, zaradi tega, ker jutri bi bilo sicer še lepo vreme, potem v prihodnjih dneh pa je neki zelo napovedan in dež in sneg. Tudi ob morju, ja. Tudi ob morju, ja. Tle vrhovi so itak že zasneženi, mi da moramo pa glih čez te hribe nazaj, tako da sva se odločila, da dokler je še lepo vreme, prečkava ta del, da ne bova pa slučajno kakšna meter že ostala. Nama je pa sicer ful žal zaradi tega, ker so ful lepi zalivi na tej strani in pač v slabem vremenu niso dostopni, ker so res slabe ceste. Tako da za kakšno poletje tole Evijo res priporočala. Poletje bi bilo res sanjsko. Ko
prideš do vseh zalivov, ki so vse ceste suhe in ni vse platno, mora biti res noro. Že zdaj je lepa. Ja, enkrat mogoče. Evo, celo so na tem koncu otoka, se pravi, zdaj sva se nazaj malo vračala in nama je celo uspel najti eno plažo, kjer sva imela sam kvajne. 100 metrov makedama pa malo blata, nič hudega. Zdaj smo tle na eni mivki parkirani, ampak mislim, da bo dovolj trdna, da se ne bomo okopali. Tako da, to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.